Če vas zanima vadba s plesom ob drogu, lahko izberete tradicionalni pull dance. Za izvedbo privlačnih akrobacij pa zagotovo potrebujete veliko telesne moči. Če ste bolj plesni tip in raje uživate ob dobri glasbi, se lahko odločite za čutni ples ob drogu, kjer je poleg telesne aktivnosti velik poudarek na prebujanju vaše čutnosti. Ne gre toliko za pravila, ki bi se jih morali držati. Bolj se morate osredotočiti na fizični užitek telesa, čustveni užitek, mentalni užitek in duhovni užitek. Skrivnost čutnosti se torej skriva v tem, da svoj svet zravnate z vsemi čuti. Pri nas v T-spotu smo se odločili za ta ženstveni, emocionalni del, kar ne pomeni, da teles ne prebujamo. Seveda je še vedno veliko pilatesa, joge, raztezanje in pa prebujanje globokih mišic, medeničnega dna, nog in rok. V ospredju pri nas je glasba. Pri športnem delu glasba niti ni toliko pomembna, kakor je samo pomembna fizična pripravljenost, se pravi močne roke, močne globoke mišice trupa, močne noge in pa vse možne akrobacije na drogu. Trendi prinašajo vedno večjo izbiro vrst telesnih vadb. Zato je najprej pomembno, da si zastavimo cilje, ki jih z vadbo želimo doseči. Če želimo zgolj samo okrepiti telo in imeti izziv v vseh možnih elementih, ki so fizično zahtevni, potem se odločimo za pole dance, ki temelji na moči, na vseh akrobacijah, na drogu. Če pa želimo prebujati žensko, svojo emocionalnost, se pa odločimo za senzualni ples ob drogu, ki je poudarek na plesu, na glasbi, še vedno na elementih na drogih, ki pa niso tako zahtevni, kot pa so elementi pri pole danceu. Vsako prebujanje telesa ob drogu se začne z izvedbo osnovnih elementov. Z redno vadbo pa boste sčasoma lahko izvajali tudi zahtevnejše elemente. Počasi se vrti, se naredi kak počep, počasi se začne plezati in šele kasneje potem obračati na glavo. Oblačila pri pole danceu in pri senzualnem plesu ob drogu so skorajda enaka. Na začetku začnemo z dolgimi hlačami, zato da se malo navadimo, ker vemo, da ženske ne želimo takoj kazati svoje noge, svoje trebuščke, ampak bolj ko so zahtevni elementi, bolj v bistvu krajšamo hlače. Zakaj? Zato, ker so potem noge se lepo prilepijo na drog in smo potem varne na drogu, ker če bi imele pajkice, po drogu drsi. Drogovi so različno visoki, prilagajamo se glede na višino stropa. Višji kot je drog, večje vragolije lahko na njemu počnemo. Redna vadba ugodno vpliva na počutje. Če pa razvijate še svojo čutnost, zapeljivost in očarljivost, boste poleg oblikovanja telesa s pomočjo glasbe, droga in dovršenih gibov postale drugačne ženske. Drog je primeren za vsakogar, tako kot sem že rekla. Seveda, bolj ko bomo trenirale, bomo tudi malo shujšale. Predvsem je to najbolj vidno na trebušnem delu in pa na rokah in kasneje tudi na nogah. In seveda, ker bomo močnejše v trebušnem delu, se bomo lažje obračale, lažje se bomo vrtele in tudi s tem bomo imele več poguma. Katere bolečine lahko izgubimo ples ob drogu? Zanimivo vprašanje. Predvsem, ker krepimo globoke mišice trupa s pomočjo pilatesa in joga, sem prepričana, da izgubimo bolečine v križu, v hrbtu.
Hiter način življenja, v katerem preživijo zgolj najsposobnejši, je žensko oropal njene naravne čutnosti. Da bi bile uspešne v poslovnem svetu, dostikrat želijo biti kralji namesto kraljice. Saj se sedenje v družbi, ki je ciljno naravnana, lahko razume kot slabost. Hkrati pa pozabljamo na malenkosti, ki nam bogatijo dušo. Ravno te malenkosti pa nas lahko naredijo srečnejše, bolj zadovoljne in nenazadnje uspešnejše.